Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o naseljevanju Slovanov v Vzhodne Alpe. Naseljevanje Slovanov v Vzhodne Alpe je potekalo od sredine 6. stoletja do prvih desetletij 9. stoletja. Svoj vrh poseljevanja je doseglo konec 6. stoletja. Takratna slovanska poselitev je potekala v dveh večjih valovih. V prvem so se v vzhodnoalpske doline in kotline okrog leta 550 naselili Slovani sa severa in današnje Moravske. V isti prostor pod Alpami so nato začeli prodirati še Slovani iz juga, povezani z nadrejenim stepskim ljudstvom Avarov. Pot so imeli prosto, kajti pokrajina pod vznožjem Alp je bila skoraj neposeljena. Opustela je po germanskih nomadskih selitev in za odselitvijo Langobardov leta 568 v severno Italijo. Slovanski val z juga je narasel po avarsko-slovanski osvojitvi Sirmija, današnja Sremska Mitrovica, na jugu Panonske nižine leta 582. Slovanski priseljenci so kmalu zatem poselili Zgornje Posavje in Podravje. Koliko je bilo Slovanov, ki so v 6. stoletju poselili vzhodnoalpski in predalpski svet, je nemogoče zanesljivo ugotoviti. Predvidoma jih je bilo približno 20 000. Zgodovinarji so do te številke prišli prek ocene prebivalstva na poznejših tamkajšnjih zemljiških gospostvih s podobnim skupnim številom prebivalstva. Pokrajina je bila zelo neenakomerno poseljena in v njej so se razprostirali obsežni gozdovi. Gosteje so lahko poselili le Celovško kotlino, okolico Kranja in morda še kaj. Drugod pa je bila poselitev zelo redka. Slovani so nato v 7. in 8. stoletju poselili še gričevnato območje Posočja do roba Furlanske nižine, kjer so bili nastanjeni Langobardi. Prodiranje Slovanov z Avari v vzhodnoalpski prostor je temeljito spremenilo razmerje v njem. Rimska mesta, kolikor se jih je obdržalo po selitvi germanskih ljudstev, so bila uničena. Skupaj z njimi je razpala tudi cerkvena organizacija s škofijami. Pismenost in dotedanji pravni red sta z njimi prav tako izginila. Tisti staroselci, ki se niso umaknili v dobro zaščitena obalna mesta ali v više ležeče, težko dostopne hribovske predele, so bili bodisi pobiti, bodisi zasužnjeni. Staroselci v pribežališčih so se v poznejših stoletjih zlili s Slovani. O stiku in sožitju starega in novega vzhodnoalpskega prebivalstva pričajo antična krajevna pokrajina in vodna imena, na primer Ig, Kras, Sava, ter imena neposredno povezana z ostanki romaniziranih staroselcev. Vlahov, na primer Laško. Slovani so prek svojih predhodnikov spoznali planšarstvo, poljedelstvo, širša uporaba rala, postopna ustalitev njiv, 9-letnega kolobarjenja in naselbin. Prav tako pa tudi vinogradništvo in sadjarstvo. Tudi številni takratni slovanski stekleni okrasni in drugi izdelki so nastali s pomočjo znanj prevzetih od staroselcev. Spomin nanje je ohranjen v nekaterih slovenskih ljudskih pesmih in povestih. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.